Brez telefonov v šoli, po 3 vzgojnih opominih prešolanje, opomin velja 12 mesecev, manjše število minimalnih ocen, na dan, ko pišete test, ne sme biti ustnega spraševanja pri drugem predmetu. Končna ocena ni več nujno povprečje vseh ocen. To je le nekaj sprememb v šolstvu, ki so vas vznemirjale leta 2025. Bili smo tudi šokirani zaradi tega prešolanja in to, da te ne bi nekatere šole sprejeli. Nekako sem si želel, da bi povedal eno zgodbo o 2 sošolcih, ki doživljata medvrstniško nasilje. Pomad spodbuja mlade v tem, da na glas spregovorijo o nasilju. Leopold I je bil eden od ambasadorjev akcije našega uredništva, v sklopu katere je skupaj z mladimi širil sporočilo: odpikajmo nasilje. Ne le med vrstniki, svet brez nasilja bi bil tudi sicer lepši. Kljub mirovnemu sporazumu, ki ga je napisal ameriški predsednik Donald Trump, Gazo še vedno napada izraelska vojska. Tudi Rusija in Ukrajina vsaka s svojimi zavezniki kujeta načrte o miru in tudi v tem sporu so glavne posrednice ZDA. Pa spopadi v Sudanu, Siriji, Somaliji, žal bi še lahko naštevali. Ljudje se spopadajo tudi zaradi verskih prepričanj. Aprila na velikonočni ponedeljek se je poslovil 266. rimski škof in prvi papež, ki ni bil Evropejec, Frančišek. Nasledil ga je papež Leon XIV, ki prihaja iz ZDA. V svojih govorih je poudarjal mir in solidarnost ter pozival k odgovornemu ravnanju ljudi. Verjetno je pri tem mislil tudi na predsednika Trumpa, ki je tako rekoč takoj po prisegi začel podpisovati izvršilne ukaze, s katerimi je želel na hitro spremeniti politiko ZDA. Najbolj so odmevale carine. Šutarjev zakon pa je bil v državnem zboru sprejet kot posledica nasilne smrti Aleša Šutarja na Dolenjskem. Zakon daje večja pooblastila policiji in prinaša spremembe na področju socialne pomoči. Za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij je v sklopu projekta Botrstvo v športu športnica leta Janja Garnbret zbrala nekaj več kot 300 000 evrov. Športnik leta je po izboru športnih novinarjev postal Tadej Pogačar, ki je že 4. zmagal na dirki po Franciji. Leto 2025 je okronal tudi z naslovom svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu. Spomladi pa so znanstveniki s teleskopom James Webb odkrili do zdaj najtrdnejše dokaze, da zunaj našega sončnega sistema morda obstaja življenje. To je planet, ki so ga poimenovali K218b in kroži v območju, kjer ni ne prevroče, ne prehladno, zato da bi bila na njem voda najpomembnejši gradnik življenja, ko bi bila le dostopna vsem na našem planetu.